Dober dan! En super lep kolesarski pozdrav. Hej, glave po konci. Danes je 1. januar, srečno novo leto 2022. Danes vam bom med vožnjo pokazal, kako škripajo moje zavore in kakšna megla me je dobila vse dol do morja. Tukaj v Novi Gorici je bilo zjutraj 1 stopinja Celzija, do pol 11 pa je zrasla temperatura na 5 stopinj, kar je dober obet, da se bo čez dan še za kakšno stopinjo segrelo. Kljub temu pa ne pričakujem tistega toplotnega udara, ki so ga napovedali, da bo zajel celo Evropo takoj v začetku novega leta. Bomo videli pol kasneje, koliko bo temperatura tam okrog 1 popoldan. Kolesarjenje za 1. januar je pri meni že skoraj tradicija. Skoraj vsako leto grem, če se le da, če le vreme dopušča. Kolesarjenje za 1. januar je super, ker so ceste skoraj povsem prazne. Vseeno pa lahko srečaš precej kolesarjev. Vsi kolesarji so dobre volje, vsak ti pomaha in v očeh mu vidiš, kako ti zaželi srečno novo leto in čim več kilometrov. Jaz upam, da ste lepo silvestrovali, da je bila noč dolga in lepa. Jaz sem se pa zdaj odpravil dol, da vidim, če je mogoče zamrznilo morje. Tam daljavi se še vidi, so take meglice, ampak sonce jih bo premagalo, to vidim že zdaj. Je pa res zanimivo, kako hitro ti pade kondicija. Zadnji teden v decembru nisem nič kolesaril, ker sem bil v službi vsak dan do teme. Ampak kljub vsemu sem pa uspel po tistem povzetku leta 2021 spraviti noter še 2 vožnji, tako da sem lani dosegel 7309 km in za en sam kilometer presegel rekord prejšnjega leta. Tako da to je zdaj moj novi rekord vseh časov, 7309. Ne vem, če bo vožnja tako lepa, kot sem predvideval, ker dol malo nižje, kakšen kilometer naprej, že vidim tisto zloglasno padsko meglo. Ja, zdaj ne bom obračal. V najkrajši črti grem proti morju. Upam, da gre samo za kakšen krajši pas te megle in da se ne razteza vse dol do Marine Nove. Ja, tle sem zdaj prišel na teren, kjer se začenja megla. Ni prav ful gosta, malo se vidi sonce, ampak takoj začutiš, kako pojema njegova moč. Najhujše bo kje dol, tisto smer. Samo kaj je to točno tista smer, v kateri se moram jaz peljati, če hočem danes zavohati morje. Pa še 2 minuti časa si moram zdaj vzeti, da posnamem še video za TikTok. Ja, prav ste slišali, TikTok. V konkurenci prsatih mladenk, ko kažejo gola stegna, vmes pa jaz v kolesarski opremi. Neverjetno. Dobijo pa videi tudi po 1000 ogledov, ne moreš vedeti, kdo to spremlja. Wow, to pa je ta prava megla. Super. Še dobro, da imam lučke na kolesu. Če ne bi videl prav nič. Meni je tudi to všeč. Nimam prav res kakšnih pripomb, kakor večkrat sam rečem. Glavno, da je cesta kolikor toliko suha in jaz sem zadovoljen. Ja, tle dole od Gradiške malo naprej je nekaj več prometa, se vidi, da se ura bliža že po dnevu, ljudje so vstali. Jaz sem pa prišel na idejo, da vam za naslednji video pokažem malo, kako vozijo italijanski vozniki. Kakšna je njihova strpnost, uvidevnost, kako prehitevajo in podobne reči. Mogoče bom kak prizor posnel že danes, ostalo pa v naslednjih dneh, tako da nekaj že bo. Ja,
Tukaj je pa prav tista ta prava megla, da še ptički hodijo peš. In pa se ustaviš na semaforju in se ti zameglijo še očala. To je neprecenljivo. Hej, živijo, danes je 1. januar, srečno. Sem posnel tudi video za TikTok s telefonom po konci. Če kdo mogoče od vas to gleda, isti vzdevek, Road Bike Adventures, SLO. Prav čarobno je, morate priznati, hej. Itak, da se dobro počutim, kaj se ne bom. Zdaj to, kaj hočeš več od tazga dneva, ko da narediš en krog s kolesom. Upam, da še kdo od vas se toliko zmotivira in naredi en giro. Točno mimo letališča Ronke. Nikjer žive duše. Tak mir in tišina. Krasno je. Veste, kako rečejo Skandinavci? Ni slabo vreme, slaba je lahko samo izbira oblačil. Se popolnoma strinjam. Tle malo naprej od Pierisa so tej čudoviti čebeljaki. Tukaj skoraj vsakič, ko se peljem mimo, dobim kakšno čebelo noter v čelado. Ampak danes za čuda ni bilo nobene. Se mi pa zdi, da imam malo slabe zavore, ali pa je tu mogoče kriva ta vlaga. Čakajte, vam bom dal za poslušati. Mogoče kdo ve, kaj bi to bilo. To je recimo bilo iz 30 na nič, da se ustavim, koliko je trajalo, 5-6 sekund. Ne vem, ta zvok mi je čuden. Vi boste povedali, če je to za zamenjati ali kaj. Zadnja je nova, sprednja je pa skoraj 4000 km, tako da obe škripajo, kaj pa vem. Lahko da je tudi vlaga. Glede na mojo trenutno lokacijo lahko 100% vem, da je ta megla vse do morja. Zato ker tukaj iz zračne linije dol do obale je manj kot 1 kilometer. Kogarkoli, jaz grem v Marino Novo, naredim 2-3 fotke, pol pa šibam naprej v smeri proti Kraškemu robu. Evo tako, tle sem zdaj prišel do morja. Sicer imam zamegljena očala, tako da ne vidim nič, ampak važno je, da vidite vi. Krasen razgled, 1. januar 2022. Čudovit dan. Monfalcone je prazen, tako da se prav z lahkoto prebijam skozi ta krožišča ven iz mesta in proti Krasu. Zdaj sem prišel v dober dob, kjer se vidi, da je malo bolj svetlo, ampak megla še kar vztraja. 30 km se že vozim po megli. Tako, po 32 km megle sem spet prišel malo ven na sonce. Takoj iz dober doba naprej. Super je. No, to je pa fajn. Zadnjih 20 km poti bom lepo zaključil po soncu, s pogledom na zasnežene hribe. Ja, tle na tem soncu je sigurno 5 stopinj razlike, kakor prej dol v megli. Naravnost proti severu se vidi Krn. Ne glede na vse, pa mislim, da se spodobi zadnjih 10 km, da odpeljem še malo po Sloveniji, da se ne bom samo po italijanski strani vozil.
Ja, na tej stranski kolesarsko-sprehajalni poti od Mirna do Šempetra je ogromno ljudi. Ja. Čudovito vreme, pogled na zasnežene hribe in 9 stopinj Celzija. Tako, pa sem spet v Novi Gorici. V statistiki za leto 2022 imam prvih 70 km. Link od Strave bom dal od spodaj v opis videa, drugače vam pa želim vsem skupaj še enkrat srečno, zdravo, veselo in uspešno leto 2022, čim več kilometrov. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.